In zdaj bi predala besedo naprej kolegom, ki bodo predstavili pa posamezne sklope. Aha. Lepo pozdravljeni, čez moje strani. Jaz sem Polona Kolarek-Novšek. Preden bomo začeli s predstavitvami posameznih intervencij oziroma ukrepi, kakor jih rečemo danes, bi vam zelo na hitro predstavili tudi definicije, ki so skupne več intervencijam in mogoče pomagali za lažje branje strateškega načrta in potem naših uredb in tudi evropskih predpisov. Namreč države članice smo mogli nekatere definicije, ki so samo deloma opredeljene v tej Evropski uredbi za strateški načrt, podrobneje določiti oziroma izbrati možnosti, ki so bile na voljo. In sicer kmetijska dejavnost, ki se sestoji iz proizvodnje ali vzdrževanja kmetijskih površin, kmetijsko površino, in sicer za posamezne vrste kmetijskih površin, upravičen hektar za neposredna plačila smo morali dopolniti in definirati smo morali aktivnega kmeta, to je pogoj za neposredna plačila, vsa neposredna plačila, tudi OMD plačilo. Tukaj je manjša sprememba, se pravi na področju razvoja podeželja v prihodnje je to pogoj samo za OMD plačilo, nič več za ene par drugih ukrepov, kakor velja danes. No in seveda pod definicije je bila uvrščena tudi definicija mladega kmeta, in sicer tisti trije elementi, ki morajo veljati skupno za ukrep v prvem stebru in drugem stebru, mora biti enoten za oba stebra. In sestoji se pa iz definicije, kaj je vodja gospodarstva, starostni pogoj, da oseba ni starejša od 40 let, in pa pogoj, da ima izobrazbo ali znanja in spretnosti. No in če grem naprej, kot sem že omenila, nekatere definicije, to je pa člen 3, so pa določene in veljajo že v uredbi o strateških načrtih in jih mi pravzaprav ne moramo spreminjati. Vseeno pa pri nas, kar se tiče definicije kmeta, moramo malo smiselno uporabljati naš zakon o kmetijstvu. Se pravi, reforma v tem delu ničesar ne spreminja. Kmet je pač fizična ali pravna oseba ali pa skupina fizičnih ali pravnih oseb, ki opravlja kmetijsko dejavnost, se pravi na področju svoje države. Kmetijsko gospodarstvo so pa v bistvu vse enote, se pravi kmetijstvo gospodarstvo ni subjekt, ampak objekt, tam, kjer on kmetuje. No in iz tega potem izhaja tisto, kar pa moramo mi države opredeliti. Namreč, kaj je kmetijska dejavnost? Kmetijska dejavnost je pravzaprav že od leta 2003 je bil uveden ta koncept, se sestoji iz kmetijske proizvodnje ali vzdrževanja kmetijske površine v stanju primernem za pridelavo ali pašo. Torej, kmetijska površina mora biti v takem stanju, da kadarkoli lahko začne s kmetijsko proizvodnjo. No in v tem delu je bil naš pristop, da pravzaprav se držimo več ali manj sedanjega pristopa, torej kmetijska proizvodnja je tako kot danes proizvodnja ali reja kmetijskih proizvodov. Kar se pa vzdrževanja tiče, pa tudi v prihodnje ločujemo, kaj mora biti narejeno na ornih zemljiščih, se pravi, to pomeni, kaj se pričakuje takrat, ko je praha, in sicer katerikoli agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov. Tokrat smo še malo dodali, kaj razumemo kot agrotehnični ukrep, se pravi najmanj plitka obdelava tal ali košnjo zaraslih ornih površin. To ne pomeni, da so zaraščene, ampak da pač, če je gor rastlinski pokrov, je treba pokositi, preden rastline semenijo. Pri trajnih nasadih je tako kot danes vsaj košnja enkrat letno do 15. oktobra tekočega leta, in pa po novem smo dodali tudi obrazovanje trajnih rastlin na način, da pač ohranjajo proizvodni potencial. No in potem je tukaj tudi trajno travinje. Pri trajnem travinju imamo zopet, tako kot danes, vsaj enkrat košnja do 15. oktobra tekočega leta.
Bomo pa tudi v prihodnje imeli izjemo, se pravi, košnja je dovoljena vsako drugo leto, tam, kjer imamo tako trajno travinje, da je pomembno za ohranjanje teh kvalifikacijskih travniških habitatnih tipov in pa kvalifikacijskih vrst območij Nature 2000. Konkretno so pa to površine, ki bodo v nekaterih ukrepih, ki so pomembni za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Da jih ne bom naštevala, jih lahko sami preberete. Ali? Tukaj je dovoljen ta odstop in odstop je tudi dovoljen v okviru standarda DKOP2 ohranjanje, se pravi varovanje mokrišč in šutišč. Kakšne so spremembe pri definicijah posameznih tipov kmetijskih površin? Tukaj moram opozoriti, da je treba te stvari brati skupaj z našo uredbo za neposredna plačila, ki jo pripravljamo, in z pravilnikom o registru kmetijskih gospodarstv. Tako da sam v informacijo. Kar je novo tukaj je, da sedaj v bistvu reforma tudi zaradi varovanja narave in podnebnih sprememb želi dopušča, da so oziroma praktično zahteva, da ne smemo izločati površin, če so na ornih zemljiščih ali pa kjer so trajni nasadi drevesa posamezna. Tako da ohranili smo ta prag 50 dreves na hektar, samo smo pač malo bolj morali opredeliti. Drugače pa sama definicija pa ni nobenih sprememb. Se pravi, orno zemljišče je zemljišče, ki se obdeluje za namene pridelave kmetijskih rastlin, ali pa to območje, ki je trenutno neobdelano, se pravi pod praho ali zaradi GAEK 8 ali pa intervencij, če bi imeli kot država intervencijo za praho. Pri trajnih nasadih tudi ni sprememb, morali smo samo opredeliti v primeru, da imamo kot trajni nasad hitro rastoče panjevce, pač kakšna je minimalna gostota teh vrb in topolov, če jih uporabljajo vlagatelji. No, trajno travinje, tudi tukaj smo se v bistvu odločili, da praktično obdržimo sedanji sistem, se pravi, če je na neki površini več kot 5 let trava in druge zelene krmne rastline, je to trajno travinje in kolobar v tem delu praktično pomeni, da se zamenja glavna rastlina, oziroma da se rastlina zamenja. Še naprej bomo obdržali trajno travinje z razpršenimi neupravičenimi elementi, to je v bistvu dejanska raba 1800. Vse te stvari bodo ali v uredbi za neposredna plačila ali pa v pravilniku o registru kmetijskih gospodarstv. Samo to, da vam napovem, pa seveda v navodilih bomo razložili stvari. No, mogoče za vas bolj zanimiv je pa ta upravičen hektar za neposredna plačila. Koncept kot tak ostaja isti kot do sedaj. Se pravi, upravičen hektar, s katerim vlagatelj lahko vstopa za zbirno vlogo, so kmetijske površine tega kmetijskega gospodarstva, kjer ima kmetijsko dejavnost, torej ali proizvodnjo ali vzdrževanje. In na tej kmetijski površini, poleg kmetijske dejavnosti, ki mora biti vsako leto ali izjemoma, kot sem že omenila, vsako drugo leto, je lahko tudi nekmetijska dejavnost, ampak pod določenimi pogoji, se pravi največ 30 dni v obdobju vegetacije. Bistveno pa je, da nekmetijska dejavnost tega vlagatelja ne ovira kmetijske dejavnosti. No, kot upravičen hektar veljajo še druge površine kmetijskega gospodarstva. Tukaj je pa novost v bistvu za nas. Namreč kot druge površine se bodo štele krajinske značilnosti oziroma neproizvodni elementi iz standarda DKOP 8. Torej površine, ki jih bo posamezno kmetijsko gospodarstvo imelo kot krajinsko značilnost, ki jo mora ohranjati, ali pa
krajinsko značilnost, ki jo bo kmetovalec uporabil za to, da doseže obvezne 4%. Podrobneje bo to moj sodelavec v nadaljevanju razložil. No, čisto formalno obstajajo tudi druge krajinske značilnosti, tukaj smo pa pač morali, ker zdaj v predpisu EU tega več ni, morali opredeliti to, kar že danes velja. Se pravi, če je kakšna značilnost, ki ni večja od 100 kvadratnih metrov, ali pa v bistvu, če imamo krajinske značilnosti, ki so široke največ 2 metra, lahko ostanejo, se jih avtomatično šteje za del upravičene površine na zbirni vlogi. No. Lahko bi imeli tudi neke druge površine, ampak ti primeri, ki so možni, tega v Sloveniji ni. Se pravi, če bi imeli kakšne površine, ki so bile včasih upravičene, pa zdaj več niso zaradi izvajanja režima v okviru tako imenovane ptičje ali habitatne direktive. Kaj bi rada v bistvu poudarila pri tem upravičenem hektarju? Reforma daje malo večji poudarek kot do sedaj na pogoju, da mora biti upravičen hektar, ki ga uveljavlja in za katerega želi dobiti plačila, na razpolago kmetu in da ima pravico do njega. To v ozadju je v bistvu nedavna ena sodba Evropskega sodišča in pa tudi posebno poročilo Evropskega računskega sodišča glede goljufij. Če to čisto po domače povedam, pomembno je, da imate pravico do uporabe in da so te stvari urejene. Namreč, če to ni urejeno, se pravi, nekdo, ki je samo lastnik zemljišč, pa ima pravico do uporabe, če ni tudi kmet, leti ven, po domače povedan. Če nekdo je kmet, pa nima urejene pravice do uporabe, pa v bistvu je neupravičen zato, ker nima pravice do uporabe, tudi če je v bistvu kmet, mislim, kmetovalec in izvaja kmetijsko dejavnost in tako naprej. Tako kot v sedanjem sistemu se pričakuje, da je ta upravičen hektar, s katerim vlagatelj vstopa za zbirno vlogo v sistem subvencij, da je upravičen celotno koledarsko leto. Izjema so seveda primeri višje sile. Bomo pa, ko se bo uredba sedaj uredba o neposrednih plačilih se pač pripravlja, se moramo pač v bistvu še čisto odločiti, kdaj je tisti presečni datum, ko se gleda število hektarjev, ki se pač potem tudi plačajo. Kot vemo, v sedanjem sistemu je to bil 31. maj. V nadaljevanju vam bomo pa tudi malo omenili, kakšne spremembe so pri zbirni vlogi in te spremembe tudi malo vplivajo na ta del. Tako da za tokratno predavanje bi to bilo nekako vse v tem delu, bodo pa pač, ko bodo podrobnejše predstavitve posameznih shem, bomo pa tudi to povedali, kakšna je končna odločitev. No, naslednji pogoj, ki je vam, mislim, da zelo znan, aktiven kmet. Gre za pogoj, ki je bil uveden že z zadnjo reformo leta 2015. Mislim, da je bilo v usklajevanjih z deležniki v zadnjih 2 letih, 3 veliko govora o tem, veliko tudi pričakovanj zbuja sam naziv. Dejansko smo pa pri oblikovanju tega pogoja zelo vezani na 2 zadeve, in sicer na pravila Svetovne trgovinske organizacije, torej, ker je to pogoj za neposredna plačila in večina neposrednih plačil je proizvodno nevezana, dejansko ta pogoj ne sme zahtevati, da ima vlagatelj samo in izključno kmetijsko proizvodnjo. Mora upoštevati tudi to, da v sistem neposrednih plačil lahko vstopa tudi nekdo, ki ima izključno kmetijsko dejavnost v obliki vzdrževanja kmetijskih površin, ker se je pač tako odločil
ali zaradi pač razmer na trgu ali kakšnih drugih razlogov. No in v tem delu smo zdaj v letošnjem letu imeli tudi velik poudarek strani pripravljalcev okoljskega poročila, ki je seveda pogoj bil za odobritev strateškega načrta, torej, ki so tako kot Evropska komisija nas izrecno opozorili, da ta pogoj ne sme biti oblikovan tako, da bi pač vlagatelje, ki samo vzdržujejo kmetijske površine, izločil iz sistema. No, če grem na konkretno, kako smo ta pogoj zastavili, torej, tako kot danes smo obdržali ta velikostni prag 5000 evrov neposrednih plačil. Torej, vsi vlagatelji za neposredna plačila, ki bodo v preteklem letu dosegali ta znesek neposrednih plačil, bodo avtomatično aktivni kmetje. Konkretno to pomeni, da po naših ocenah približno 10% vlagateljev bo pa moralo nekako izkazati, da njihova kmetijska dejavnost ni zanemarljiva če uporabljam izraze sedanjih pravil, oziroma po novem temu rečemo, da bo moral dokazati, da dosega vsaj minimalno raven kmetijske dejavnosti. No? In tukaj smo določali par meril, in sicer prva možnost, ki jo ima, je obvezna vključenost v pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmetovalec, potem ali da dosega to minimalno obtežbo 0,2 GVŽ na hektar kmetijskih zemljišč, njegovega kmetijskega gospodarstva. Potem je druga varianta je, da njivske površine ali trajni nasadi ali kombinacija njivskih površin in trajnih nasadov predstavlja več kot polovico vseh kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva. Naslednja možnost je, da prihodki iz kmetijske dejavnosti predstavljajo vsaj 1/3 prihodkov iz nekmetijske dejavnosti. In potem sta še zadnji dve možnosti, in sicer dokazila o lastništvu mehanizacije, o plačilu storitev za kmetijska opravila v nekem minimalnem obsegu. Ta minimalen obseg bomo določili v uredbi za neposredna plačila. In kot zadnja opcija, ki je prišla skozi usklajevanje, ki je rezultat v bistvu okoljskega poročila, je, da upoštevamo tudi skratka, če je večina površin kmetijskega gospodarstva v KOPOP intervencijah in drugih intervencijah, ki sodijo v 70. člen te evropske uredbe, ali če ima Natura 2000 plačila, se šteje, da je njihov prispevek k varovanju okolja pomemben in da se ga zato šteje za aktivnega kmeta. Tako da toliko na kratko. Zdaj pa dam besedo naprej sodelavcu Marjanu Dremlju, ki pokriva pogojenost. Lepo pozdravljeni. Pogojenost, za začetek samo na hitro par besed, kaj pogojenost je, oziroma kaj pokriva, samo za osvežitev spomina. No? Pogojenost pokriva področja klime in okolja, pa javno zdravje, zdravje živali in rastlin. In znotraj so glavne zadeve klimatske spremembe, voda, tla, biodiverziteta in krajina, pa potem varna hrana, zdravila, fitofarmacevtska sredstva, dobrobit živali. Znotraj teh glavnih zadev so posamezni standardi, dobri kmetijski in okoljski pogoji, pa predpisane zahteve ravnanja. Pogojenost je v bistvu okrepljena navzkrižna skladnost. Okrepljena je predvsem na področju dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev, kamor je pri posameznih standardih dodana oziroma sploh vpeljani elementi zelene komponente. Pa še kdo mora pogojenost izpolnjevati, to so upravičenci za vse sheme neposrednih plačil, kmetijsko-okoljskih ukrepov, OMD,
dobrobit živali pa Natura 2000 plačil, kar je novo plačilo. To je samo na kratko. Zdaj pa, kaj je del strateškega načrta. Del strateškega načrta so dobri kmetijski in okoljski pogoji, oziroma po starem so bili to dobri kmetijski in okoljsko stanje zemljišč. Teh standardov je 9. Prvo je nov standard, prenešen iz zelene komponente, razmerje trajnih travnikov pa kmetijskih zemljišč v uporabi. Razmerje se računa glede na izhodiščno leto 2018. Takrat je bil izračunan delež 59,4 odstotka in od tega procenta se potem vsako leto računa odstopanje, ki pa ne sme biti večje od 5%. Več podrobnosti kasneje. Ta standard, drugi standard je popolnoma nov, ker prvi standard je bil prej od začetka že v navzkrižnih skladnosti in je v tem obdobju, ki zdaj mineva, bil del zelene komponente, zdaj je spet nazaj. Drugi standard je pa, kot sem rekel, popolnoma nov, je pa varovanje mokrišč in šotišč. Začne se pa izvajati leta 2024. Zakaj? Tudi majčkeno kasneje. Tretji standard, prepoved kurjenja strnišč in kurjenja travnikov je nov. Če pravičujem, je star, je že od začetka navzkrižne skladnosti noter in skoraj ni sprememb tukaj. Varovalni pasovi v vodotokih in osuševalnih jarkih širših od 2 metra. Načeloma je to star standard, je pa popolnoma prenovljen. Podobno velja za vse standarde naprej. Tudi če so starejši oziroma se prenašajo iz navzkrižne skladnosti, so prenovljeni, skoraj popolnoma drugačni. Erozija je že en tak, se pravi, ohranjanje teras in površine nad 10% nagiba se obdelujejo na določen način. Teh 10% je novih. Pokritost tal, prenovljen standard, je bil relativno enostaven. Zdaj se pa majčkeno zakomplicira. Kolobar podobno. V principu je to znana zadeva, je pa majčkeno drugače definirano. Tako 8 je večina tega standarda je v bistvu enakega kot do sedaj. Enak je ohranjanje krajinskih značilnosti, nega oziroma prepoved izkrčevanja mejic samo v dovoljenem času, pa odstranjevanje oziroma kontrola invazivnih rastlin. Nov del tega standarda je prenešen iz zelene komponente, je pa ta delež neproduktivnih površin nad 10 hektarjev ornih površin. Se pravi, vzpostaviti je potrebno določen delež neproduktivnih površin, ta zaveza pa velja samo za kmetijska gospodarstva z več kot 10 hektarjev ornih površin. In pa zadnji standard je del strateškega načrta, varovanje okoljsko občutljivega trajnega travinja na delu območij Nature 2000. Zdaj, majčkeno, zdaj še na kratko, predpisane zahteve ravnanja, ki sicer niso del strateškega načrta, so pa del pogojenosti in sistema pogojenosti. Predpisane zahteve ravnanja, se pravi tale prvi standard,
Del tega standarda je obveza po vodnem dovoljenju oziroma odločbi o uvedbi namakanja, ki vsebuje že vodno dovoljenje. Ta del se vleče še iz navzkrižne skladnosti. Popolnoma nov del je pa varovanje voda pred razpršenimi viri onesnaževanja s fosfati. Drugi standard so nitrati. Ta del je praktično nespremenjen. Prenaša seveda praktično v celoti nitratno uredbo slovensko. Pa zaradi 3 in 4 je varovanje habitatov in ptic. V bistvu je obrnjeno, varovanje ptic in habitatov, če gremo po vrstnem redu. Je v bistvu standard znan, je pa prenovljen, oba sta prenovljena, no, kar se zahtev tiče. Varna hrana in prepoved uporabe določenih zdravil v veterini, naslednja dva standarda. To sta znane stvari, samo posodobljene glede na veljavno zakonodajo. Vmes manjka 5 standardov, ki niso več del pogojenosti, se pravi 3 standardi identifikacije pa registracije in 2 standarda o nalezljivih boleznih živali. Ti standardi, kot sem rekel, niso več del pogojenosti, so bili pa prej v navzkrižni skladnosti. Sprememba je tudi pri FFS-jih. Prej je bil en standard, zdaj je razdeljen na 2. Nekaj sprememb je tukaj, ampak glavne stvari so pokrite tako, kot so bile v navzkrižni skladnosti. In naslednji 3 standardi do konca dobrobit živali, se pravi dobrobit telep, prašičev in rejnih živali. Tukaj je pa v bistvu najmanj sprememb, samo posodobitev glede na zakonodajo. Zdaj, majčkeno več podrobnosti na hitro. Pri temle prvem DKOS-u, ohranjanje trajnega travinja oziroma razmerja. Kot sem že rekel, računa se glede na leto 2018. Odmik oziroma kako bi rekel, padec obsega trajnega travinja ne sme biti večji od 5%. Če se približamo temu procentu, bo potrebno vzpostaviti sistem vračanja preoranih površin nazaj v trajno travinje. Zaenkrat, do sedaj te bojazni ni. Do sedaj se je to razmerje gibalo tam nekje med 1,5 do 2% v zadnjih letih. In tudi za naprej predvidevamo, da tega sistema ne bomo potrebovali. Če pa, da bomo pač vzpostavili. Varovanje mokrišč in šutišč. V bistvu imamo tukaj nabor ukrepov, ki ohranjajo ta tla. Namen tega standarda je na eni strani ohranjanje občutljivih habitatov in vrst, po drugi strani pa ohranjanje pitne vode pa ogljika v tleh in tako naprej. Kaj bolj podrobno ne bi šli na tej točki, sploh glede na to, da ta standard zagrabi, če se tako izrazim, šele leta 2024. Zakaj je 2024? Zato, ker ker območij, kjer se bo ta standard izvajal, še nimamo določenih. Ta proces je majčkeno dolgotrajen pa relativno zahteven in bo trajal še v letu 2023, tako da komisija se je strinjala, da s tem standardom lahko začnemo z letom 2024
ker uredba o strateških načrtih to omogoča. Kot sem rekel, prepoved sežiganja ornih zemljišč. To pomeni prepoved sežiganja žetvenih ostankov, razen če se pojavijo potreba zaradi fitosanitarnih razlogov. Nov del tega standarda je požiganje travniških površin kot edinega načina obdelave v tekočem letu. Ta del je nov, ker se pač na terenu pojavlja ta neželena praksa. No. Vzpostavitev varovalnih pasov vzdolž vodotokov. Nov del tega standarda je uvedba varovalnih pasov ob osuševalnih in namakalnih jarkih. Pri nas smo ta del namakalne jarke pač nismo upoštevali, upoštevamo pa osuševalne jarke širše od 2 metrov in pri teh jarkih mora biti vzpostavljen pas najmanj 3 metre. Pri naravnih vodotokih prvega reda, se pravi rekah, pa jezerih in morju, mora biti vzpostavljen varovalni pas 15 metrov in pri vodotokih drugega reda 5 metrov. Zakaj taka širina teh varovalnih pasov? Zato, ker je ta širina določena z Zakonom o vodah in preko tega mi z pogojenostjo ne moremo iti. Potrebno je spoštovati sprejeto domačo zakonodajo. Znotraj teh pasov je prepovedana uporaba FFS-jev in gnojil. Dodatno, da lahko zagotavljamo to neuporabo FFS-jev, pa gnojil je prepovedano tudi oranje teh ornih površin. Razlog zakaj? Zato, ker se je v praksi izkazalo, da se do sedaj te prepovedi ni spoštovalo na terenu. In edini način, da to zagotovimo, je prepoved oranja, se pravi prepoved njiv tik do vodotokov, kar je pač razširjena praksa bila do sedaj. Dobra novica je, da te pasove, glede na to, da v teh pasovih ni proizvodnje, lahko te pasove uporabimo kot neproizvodni element pri standardu 8, več potem kasneje. Ja, pomembno pri tem standardu je še izpostaviti to, da paša, ne prepovedujemo paše v teh pasovih. Ne želimo pa, da paša oziroma napajanje v vodotokih pretirano poškoduje bregove oziroma življenjsko okolje na bregovih. S tem namenom v varovalnem pasu tudi ne smemo dokomljevati oziroma napajamo živino samo na kontroliran način. Preprečevanje erozije. Sem rekel, tukaj je nov je naklon. Do sedaj je v navzkrižni skladnosti bil ta naklon 20%. Od zdaj naprej v pogojenosti bo ta naklon 10%. In na tem naklonu oziroma na površinah, predvsem ornih površinah, nad 10% naklona, je potrebno upoštevati naštete ukrepe, se pravi oranje po plasnicah ali ohranjeno strnišče ali moramo poskrbeti za ozelenitev. Vendar pa, ker je to relativno nizek naklon, smo, ko bi rekel, izposlovali
izjemo za oranje po plastnicah. Ne velja za parcele manjše od 30 arov in za parcele usmerjene v smeri nagiba stranico krajšo od 40 metrov. Krajšo stranico, ki je krajša od 40 metrov. No. To, kar relativno velik delež površin izklopi iz te zaveze. Razlog je pa pač varnost, no, predvsem varnost. Varnost pri obdelavi. To je to, kar se tiče tega standarda. Naslednji standard je minimalna pokritost tal za preprečevanje golih tal v obdobjih, ki so najbolj občutljiva. To je poln naslov, ki dovolj pove sam zase. Zahteva tukaj noter je prenovljena in pomeni, ta zahteva se zdaj glasi, da se talna odeja vzdržuje na vsaj 80% kmetijskih površin kmetijskega gospodarstva v času od 11. tekočega leta do 15. drugega na naslednje leto. Pokritost, se pravi ta talna odeja, se zagotavlja z rastlinami ali zastirko ali strniščem oziroma nepreorano površino. Kolobar. V osnovi je kolobar definiran kot, se pravi, kolobar iz priloge 3 uredbe o strateških načrtov, se pravi izpogojenosti, je definiran kot obvezna menjava posevkov vsako leto na vseh površinah. Zahtevo v soglasju z komisijo seveda imamo oblikovano tako, da je obvezna menjava posevkov vsako leto na najmanj 60% ornih površin, na ostalih 40% ornih površin je sicer dovoljena ponovitev istega posevka v 3 letih, ampak po 3 letih je ta posevek potrebno zamenjati, pa vmes, znotraj teh 3 let je potrebno glavni posevek prekiniti z dosevkom oziroma sekundarnim posevkom. In isto iz te zahteve so izvzeta kmetijska gospodarstva z 5 hektarjev ali manj ornih površin. Podobna izjema je za naslednji standard. Pomembno pri tem standardu trenutno, glede na trenutne razmere, je, da je za leto 2023 zahteva ne velja za nobeno kmetijsko gospodarstvo. Minimalni delež ornih zemljišč je prvi del tega standarda naslednjega, se pravi standarda 8. Izjema od tega standarda so gospodarstva z ornimi zemljišči do 10 hektarjev, se pravi 10 hektarjev ali manj. In ostale izjeme iz zelene komponente, teh sam noter pade nekaj manj kmetijskih gospodarstv. Sama zahteva pa se glasi, da je treba najmanj 4% ornih zemljišč na ravni kmetije nameniti neproizvodnim območjem oziroma značilnostim, vključno z zemljišči v prahi. No. Neproduktivni elementi so, tako kot sem prej omenil, varovalni pasovi iz standarda 4. Posamezne mejice ali skupine dreves in vrste oziroma dreves v vrsti, no, pač krajinske značilnosti nedefinirane in krajinske značilnosti iz naslednje alineje tega istega standarda, se pravi ohranjanje krajinskih značilnosti, obvezno ohranjanje. No. Tem neobdelano zemljišče praha
pa majhni ribniki oziroma kali ter kamniti zidovi oziroma suhozidi. Neobdelano zemljišče praha. Praha je tukaj mišljena praha v najširšem smislu te besede. Se pravi, lahko je neobdelana praha kot taka, s tem, da je potrebno poskrbeti za preprečevanje semenjenja oziroma širjenja plevelov. Lahko je pa to tako imenovana zelena praha, kjer se lahko posejejo pač posevki oziroma dosevki, se pa ne smejo uporabljati za prehrano živali oziroma ljudi. In seveda to praho se vzdržuje brez uporabe fitofarmacevtskih sredstev oziroma gnojil. Naslednje tri alineje tega standarda oziroma podzahteve, no, če se tako reče temu, oziroma podstandardi, je preprečevanje širjenja invazivk, se pravi tujerodnih rastlin z invazivnim potencialom, obstoječim 5 invazivkam smo dodali še, oziroma je dodano še 5 novih rastlin oziroma skupin, dresniki so praktično vsi noter. Da jih ne naštevam. Potem imamo ohranjanje krajinskih značilnosti na kmetijskem gospodarstvu. Tukaj govorimo o ohranjanju krajinskih značilnosti tako zaradi teh, kako bi rekel, naravovarstvenih učinkov, ki jih imajo te krajinske značilnosti, kot zaradi krajine same. Pa potem zadnji podstandard, prepoved rečenja in krčenja mejic od 1. marca do 1. avgusta, se pravi v času gnezdenja ptic. Zadnji standard, DKOS 9, prepoved preusmeritve ali oranja trajnega travinja, na kratko OTT. Pomeni, prepovedano je spreminjanje oziroma preoravanje vseh površin trajnih travnikov na območju, ki je določeno kot okoljsko občutljivo znotraj območja Natura 2000. To območje bo pač predstavljeno kot sloj v RKG, to je pač pomembno izpostaviti tako kot do sedaj. Pomembno je še to, da se bo ta sloj razširil. Razlogov za to je več. Predvsem, kako bi rekel, gre za ohranjanje dejansko občutljivih habitatov pa vrst, tiste, ki izginjajo. In ta inštrument oziroma ta element je eden bistvenih, ki pripomore k ohranjanju. In iz tega izhaja tudi drugi razlog, tako imenovan travniški opomin, del katerega zagovor oziroma bistven del tega zagovora travniškega opomina, se pravi opomina, ki ga je izdala komisija v državi Sloveniji zaradi padanja teh občutljivih vrst v kmetijski krajini, je ravno ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja. Da ne omenjam, da je komisija od začetka uvedbe reforme v bistvu vztrajala na tem, da bi morala biti OTT območje cela Natura. Mi smo prišli na slabe polovico Nature, se pravi v sloju pričakujemo v rangu 33.000 hektarjev.
To je to, kar se tiče pogojenosti. Hvala lepa. Nadaljujemo v bistvu z neposrednimi plačili in potem v nadaljevanju tudi z intervencijami, ki se uveljavljajo tudi, skratka, v nadaljevanju bodo pač predstavljene tudi intervencije iz razvoja podeželja, se pravi tudi tisti sklop intervencij, ki se uveljavlja letno prek zbirne vloge. No, in za današnjo predstavitev se nam je zdelo pomembno, da opozorimo na pomembne novosti, ki se tičejo zbirne vloge in novega elementa v sistemu IACS, se pravi, IACS je pač ta integriran administrativen in kontrolni sistem, ki ga vsaka država članica mora zagotavljati. Zato danes samo par besed o teh novostih, preden nadaljujem z neposrednimi plačili, bomo pa te zadeve v sodelovanju z agencijo na ločenih predstavitvah podrobneje predstavili enkrat pozneje. No, kaj je novo? Nov element tega IACS-a je sistem za spremljanje površin. To je sistem, ki ga je vzpostavila in ga tudi upravlja Agencija za kmetijske trge. In s tem sistemom se v bistvu redno in sistematično opazujejo, sledijo dejavnosti na kmetijskih in gozdarskih površinah. In sicer s pomočjo satelitskih posnetkov. Dejansko je to vsakodnevno sledenje vseh vlagateljev zbirne vloge. In pomembno spremeni sistem spremljanja zbirnih vlog. Zaradi tega sistema za spremljanje površin se bo uvedlo tudi informacijsko orodje za hitro komunikacijo, ki smo ga poimenovali Sopotnik, ki pač omogoča to komunikacijo med agencijo in vlagatelji. Sistem za spremljanje površin je pač pomemben zaradi tega novega izvedbenega modela, ki je eden ključnih elementov v reformi SKP, ki temelji pač na spremljanju vrednosti kazalnikov. Uporablja se pa seveda tudi za kontrolo vseh, mi temu pravimo, monitorabilnih pogojev upravičenosti vseh površinskih intervencij. Torej, pogoji, kot so, število košenj ali pa datum košenj ali pa da mora biti, katera vrsta kmetijskih rastlin mora biti, te stvari štejemo za monitorabilne in se s tem sistemom za spremljanje površin ugotavlja. Vsi ostali pogoji pa seveda bodo še naprej imeli tudi kontrolo na kraju samem, ki že itak velja. Uvedba tega sistema tudi spremeni določene elemente oddaje zbirne vloge, in sicer resno razmišljamo, da se začetek subvencijske kampanje premakne in da se začne sredi marca. Malo je prišlo do škrata, kako se to uvaja, no, ampak vse te stvari že vse veste. Potem ne bo zamudnega roka, ampak bo v bistvu tisti rok ko pač oddaja vlog ni več možna, bo konec junija verjetno. Vse to bo opredeljeno v uredbi o izvajanju ukrepov kmetijske politike oziroma, kakor mi rečemo, IACS uredbi. In zaradi tega sistema za spremljanje površin bodo vlagatelji imeli v bistvu možnost, da spreminjajo ali pa umikajo vse površinske zahtevke na zbirni vlogi do nekega datuma, in ta datum bo predvidoma nekje v oktobru. No, in vsa ta komunikacija bo pa šla prek tega Sopotnika. Za danes v bistvu sam opozorilo, da je to ena pomembna zadeva, na katero morate biti pozorni, in z naše strani in tudi strani agencije in pa tudi kmetijske svetovalne službe
bomo temu posvetili vso potrebno pozornost, a ne, v letu zbirne vloge 2023.